Pri Renaultu pravijo, da je to njihova najpomembnejša letošnja novost. V Slovenijo je namreč pripeljal električni Megane. Megane E-Tech Electric. To je model, v katerem je Renault unovčil dobro desetletje izkušenj z razvojem in proizvodnjo električnih avtomobilov. Gre za prvega predstavnika Renaultovih električnih avtomobilov druge generacije, kar pomeni, da je na njem vse popolnoma novo. Dobro znano je le njegovo ime in to bo lahko po našem mnenju dobro vplivalo na njegovo uvedbo na naš trg. Ampak brez skrbi, tisti običajen Megane, ki ga že poznate, za zdaj ostaja. Ta je le drugačen Megane. No, še preden si ga pogledamo, pa kot vedno hiter opomnik, naročite se na naš YouTube kanal. Ta Megane ima elektromotor, ki vselej poganja le prednji kolesni par. Na voljo bosta dve različici s 96 ali 160 kW moči in dve velikosti baterije. Prva ima kapaciteto 40, druga pa 60 kWh. Po v realnosti težko dosegljivem standardu WLTP naj bi manjša baterija zadoščala za do 300 km vožnje z enim polnjenjem, večja pa do 450. Značilnost baterije je tudi možnost pametnega menedžmenta. Gre za predpripravo baterije, ki jo koristimo z vnosom ciljev v navigacijski sistem. Navigacija nam priporoča, kje lahko avto napolnimo, preden pa se to zgodi, pa baterijo ohladi ali ogreje na idealnih 20 stopinj. Koncept notranjosti je popolnoma nov, najbolj opazni točki pa sta dva velika zaslona. Pri Renaultu za osrednji zaslon pravijo, da je od prejšnjega kar 7-krat hitrejši. Po novem je opremljen z Googlovimi storitvami. To za začetek na primer pomeni, da glasovni ukazi delujejo bistveno bolje, kot smo tega običajno navajeni iz avtomobilov, res pa, da se boste morali z Googlom pogovarjati po angleško. Ok, Google, sing me a song. Let's celebrate that we have the vaccine to help us bring a change to this old routine. It can help us build our immunities while taking care of our communities. Vaccines are safe and an important step towards opening up and shaking hands again and going somewhere. Še večja vrednost Googla pa je tista reč, ki jo zna najbolje, torej zbiranje podatkov. Gre za podatki, ki nam lahko izboljšujejo delovanje asistenčnih sistemov, lahko nam pomagajo pri optimizaciji našega sloga vožnje ali pa nam preprosto predlagajo kakšno simpatično točko za postanek ob poti. Že res, da je Renault na trgu električnih vozil prisoten že več kot desetletje, ampak električni Megane je vsekakor najbolj odločen korak doslej. Na slovenskem trgu bo brez kakšne subvencije na voljo za vsaj slabih 35 000 evrov, različica z večjo baterijo pa bo 8 000 evrov dražja. Pri lastništvu električnih vozil pa hitro dobimo tudi vprašanje o življenju baterije. No, pri Renaultu obljubljajo 8 let oziroma 160 000 km garancije, da baterija v tem času ne bo izgubila več kot 30% svoje zmogljivosti. O Meganu E-Tech Electric smo se pogovarjali tudi z Renaultovimi strokovnjaki na naši prvi vožnji, v okviru izbora za Evropski avto leta pa ugotavljali, da je zgodba tega avtomobila še pomembnejša, kot se zdi na prvi pogled. Predlagamo, da sta ta dva prispevka vaš naslednji klik.